Hvala lepa, spoštovana predsednica, članice in člani odbora, ostali vabljeni, ostali prisotni. V čast mi je, da se vam lahko predstavim kot kandidat nove bodoče 16. vlade Republike Slovenije za ministra za kmetijstvo. Naj izrazim čisto eno praktično zadrego, ker je dvorana takšna, vam žal v večini kažem hrbet, ampak to nikakor ni moj namen in upam, da ne bo kakšna simbolika iz tega, ampak res bi želel gledati iz oči v oči vse vas in se vam zaradi te nerodnosti malo zahvaljujem. Zdaj bom na začetku čisto malo oseben, dovolite mi. Zame predstavlja ta kandidatura zelo veliko čast, tudi zaradi družinske tradicije. Prihajam namreč iz družine, kjer je moja mama inženirka agronomije in je praktično cel del aktivnega življenja delala na področju kmetijskega sektorja. V različnih vlogah, od pospeševalke, svetovalke do referentke za kmetijstvo in tako naprej. V lokalnem okolju. In lahko si predstavljate, da je to njeno delo zelo vplivalo name. In sem tudi vesel, da je vplivalo, zato ker sem preko njene aktivnosti in njene ljubezni do slovenskega podeželja in kmeta pravzaprav, lahko rečem, zrasel z zavezanostjo slovenskemu podeželju, slovenskemu kmetu in vsemu, kar pravzaprav spada zraven. Za tiste, ki me ne poznate, spoštovane in spoštovani, sem človek dialoga, sem človek sodelovanja, sem človek, ki na odgovornostih, ki jih prevzamem, želim delati odgovorno in upam, da sem nosilec odgovorne politike. Skozi leta delovanja v javnem prostoru, v državnem zboru in kot minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sem pridobil dragocene politične izkušnje. Te izkušnje, spoštovane in spoštovani, so me utrdile v prepričanju, da se najboljše rešitve za katerikoli sektor oblikujejo v sodelovanju z ljudmi. Ob spoštovanju različnih pogledov in z jasnim občutkom odgovornosti do skupnosti. To so tudi moje osebne vrednote in moje vodilo pri mojem delu. Verjamem v pomen na eni strani tradicije, družine in vrednot, kar je zelo prisotno v kmetijskem sektorju. Te vrednote in to, kar sem naštel, so pravzaprav skozi stoletja oblikovale naš slovenski narod, hkrati pa družbo, kjer raznolikost regij ni razlog za delitve. To bi si želel tudi v kmetijskem sektorju, temveč priložnost za medsebojno bogatenje, za rast in črpanje navdiha za prihodnost. Tudi na področju kmetijstva, kmetijskem sektorju, vam bom skušal predstaviti svojo vizijo za vodenje ministrstva, za kar sem kandidat po izkazanem zaupanju seveda predsednika Vlade Republike Slovenije. Resor, ki mi bo, če me boste seveda danes tukaj potrdili, zaupan, zame predstavlja samo srčiko slovenstva. Dotika se slovenske zemlje in podeželja, njegove ohranitve in razvoja seveda, pridelave hrane, kar je itak strateška panoga in pa stvar nacionalne varnosti, kot smo zapisali v preambulo nove koalicijske pogodbe, in s tem povezane prehranske varnosti nas vseh, Slovencev, slovenskega naroda, vseh nas. Ni naključje, da je ravno Groharjev Sejalec ena tistih podob, ki pogosto krasi naše slovenske domove, bodisi na podeželju, bodisi v mestu. Ta podoba nam sporoča, da so vztrajnost, delavnost in rast neobhoden del slovenske tradicije, navad in samopodobe. Izjemno sem vesel, da je bila zdrava kmečka pamet uporabljena pri pisanju koalicijske pogodbe naših treh vladnih strank. Kmetijstvo namreč ni zgolj poglavje v njej, temveč se kot rdeča nit vije skozi vsa druga področja, kar bom podrobneje predstavil v nadaljevanju. S tem je v koalicijski pogodbi poudarjen širši pomen kmetijskega resorja za življenje in varnost nas vseh. Če sem na eni strani zelo poudaril to tradicijo,
in ohranitev slovenskih vrednot, načina življenja in proizvodne hrane, pa naj na drugi strani zelo poudarim tudi drugi vidik resorja, ki je pa v, lahko rečem, sodobnem razvoju sektorja kot pomembne ali pa pomembnejše gospodarske panoge. Namreč z digitalizacijo, z vsemi drugimi tehnološkimi pridobitvami, napredkom in tako naprej, je kmetijstvo tudi perspektivna gospodarska panoga. Seveda, če bomo z vsemi ukrepi, ki jih bom pač poskušal nakazati preko predstavitve koalicijske pogodbe za sektor kmetijstva, gozdarstva, prehrane, če bomo uspeli s temi ukrepi, ciljanimi ukrepi, bodo potem tudi mladi, sposobni, tisti, ki že gospodarijo, ali pa novi, se odločali za, lahko rečem, prevzemanje odgovornosti v kmetijskem sektorju, in to je naša vizija in to je naša želja. Ta sektor je tudi povezan z ogromnimi, lahko rečem, javnimi sredstvi, iz skupne kmetijske politike, in še v nadaljevanju bom tudi povedal svoje pozicije in pa pozicije moje bodoče ekipe glede pogajanj, glede predloga Evropske komisije o novem finančnem planu, ki je kar, lahko rečem, dvignil mnogo obrvi in zbudil kar veliko negodovanja, kajti skuša se v prvem predlogu nakazati, da bi radi združili vse sklade, da ne bi bila več skupna kmetijska politika poseben sklad, in to seveda tudi zame kot kandidata za kmetijskega ministra ni sprejemljivo. Jaz upam, da bomo na evropski ravni in potem na nacionalnih ravneh tudi uspeli pri komisiji doseči, da se to opusti in da se skupna kmetijska politika vodi posebej, kajti to je v dobro slovenskega kmetijstva in podeželja namreč ključno. Izjemno sem vesel, da je bila zdrava kmečka pamet, ki jo radi v svojih govorih, besedah, tekstih uporabljamo, da je bila močno uporabljena tudi pri pisanju koalicijske pogodbe naših treh strank, in sam bom pravzaprav skušal slediti temu. Torej, prva stvar, dialog z vsemi deležniki v kmetijskem sektorju, in drugo, operativnost, zdrava kmečka pamet in lahko rečem skupno hitro delo napram Evropski uniji. Torej, da grem malo bolj vsebino. Sam bom res veliko pozornosti namenil prehranski samooskrbi in s tem povezani prehranski varnosti. Prepričan sem, in to smo tudi v preambuli koalicijske pogodbe nekako naglasili, da je hrana strateška dobrina in da je prehranska varnost pravzaprav neločljivo povezana z nacionalno varnostjo. To je stvar nacionalne varnosti. Zelo močno, kolegice in kolegi, smo to vsi skupaj občutili še ne tako dolgo nazaj, v času covida, ko so padle dobavne verige, ko so se meje zaprle, ko je zavladala negotovost, ponekod tudi morda panika, kako ključna stvar je prehranska samooskrba in prehranska varnost. Prepričan in zavzemal se bom za ukrepe, ki bodo kmetom omogočali dostojnost njihovega dela, torej da bodo dostojno živeli od svojega dela, da bomo preko tega vsi skupaj povečali samooskrbo in ohranili obdelano slovensko krajino za prihodnje generacije. Ključno je, kolegice in kolegi, to vsi gotovo doživljamo, ko pridejo naši kolegi iz tujine, nas vsi sprašujejo, kako je mogoče, da imate vsak kotiček vaše prelepe dežele tako skrbno obdelan in urejen. To gre zahvala pač našim kmetom, ki se na podeželju kljub, lahko rečem, težkim, nepredvidljivim razmeram, pogosto tudi nerazumevanju morda nacionalne ali pa evropske politike, ohranjajo, vztrajajo v svojem življenju in kmetijstvu in načinu življenja in vrednotah. Kot kandidat podpiram spremembe kmetijske politike, ki bodo upoštevale posebnosti slovenskega kmetijstva, razdrobljenost naših kmetij in najnovejša znanstvena spoznanja. Glejte, pač
V Sloveniji je povprečna velikost kmetijskega gospodarstva okoli 9 hektarov. Ne. Pravzaprav na eni strani lahko rečemo to, da se je v zadnjih 10 letih recimo iz nekje pod 6 prišel do nekje na 9, je po eni strani dobro. Kaj ti pomeni, da se nekako, lahko rečem, kmetijska gospodarstva večajo, združujejo, postajajo s tem močnejše. Ne. Na drugi strani je pa to še vedno proti povprečju Evropske unije ali pa konkurentov po svetu, ne, precej malo. In naši ukrepi kmetijske politike, recimo, ki temeljijo na strateškem načrtu slovenske kmetijske politike, pač zaenkrat žal ne odgovarjajo optimalno na potrebe teh manjših slovenskih kmetij. Sploh pa vsi vemo, da so precej nezadovoljni, predvsem manjši kmeti, tisti, ki so še manjši od povprečja 9 hektarov, ne, predvsem tudi tisti, ki obdelujejo zemljo, ki obdelujejo podeželje, ga urejajo, redijo in pridelujejo hrano, ne, ampak morajo vsaj eden ali pa oba morda delati tudi v službi, hkrati pa so, ne vem, deležni zelo, zelo nizkih zneskov iz kmetijske politike in to želim potem svojo ekipo tudi spremeniti, da bodo tudi oni dostojno, lahko rečem, refundirani za to svoje delo. Ne samo, da si to zaslužijo, to je naša dolžnost. Ne. Potrebujemo precej manj birokracije, kot smo ji priča, in več zaupanja v ljudi. Ne. To je tudi glede na stranko, iz katere prihajam, ki me je predlagala, krščanska demokracija, ima za svoj temelj, lahko rečem politični temelj, subsidiarnost. Zaupaj nižjim nivojem, da se rešijo stvari na najnižjem možnem nivoju, kjer je to možno. Ne obremenjuj višjih nivojev s tem, ne centralizirati, ne dvigati na višji nivo, ampak pustiti, da ljudje odločajo na najnižjem možnem nivoju, kar je možno. In slovensko kmetijstvo to potrebuje. Tudi drugi sektorji, gotovo. In sam sem zavezan temu načelu subsidiarnosti in ga bom, kolikor mi bo dano vaše zaupanje danes, tudi poskušal močno uvesti v kmetijski sektor. Prizadeval si bom za tam, kjer se je to že začelo, za nadaljevanje digitalizacije postopkov, ne, kjer pa še ni, pa za vzpostavitev. Prizadeval si bom za vzpostavitev enotnega digitalnega portala, kjer bojo lahko kmetje na enem mestu urejali vloge, dovoljenja, druge administrativne postopke, ker želim, gledajte, to je moj načrt in moja želja, da se kmetje predvsem posvetijo svoji primarni vlogi, torej delu na kmetiji, ne pa birokraciji, izpolnjevanju vlog, obrazcev in tako naprej. Zavzemal se bom, da bodo kmetje pri čim večjem številu ukrepov kmetijske politike dobili izplačana sredstva s čim manj vlogami, tam, kjer je pa to možno in ponekod je možno, pa tudi brez tega, da oddajo vlogo. Spoštovani in spoštovani, pri tej stopnji razvoja, digitalizacije in tako naprej, ko imamo pravzaprav evidence kmetijskih gospodarstv, nosilcev in vsega ostalega, je nepotrebno, da kmeta obremenjujejo tam, kjer ni treba, z dodatnimi vlogami, birokracijo in tako naprej. In to bo naša vizija, torej manjša birokracija, uporaba digitalizacije in razbremenitev kmetov, centralizacije, torej da se na čim nižjih nivojih čim več reši. Naslednja točka, izjemno pomembna, se mi zdi krepitev manjših družinskih in ekoloških kmetij, ki ohranjajo življenje na podeželju na eni strani, preprečujejo praznjenje vasi, skrbijo za obdelano zemlje in s tem preprečujejo zaraščanje ter tudi ustvarjajo delovna mesta. Kolegice in kolegi, za to bodočo vlado je izjemno pomembna demografija. Ena ključnih tem, s katero bi se morali ukvarjati že več kot desetletje, ki nas zelo, zelo, lahko rečemo, opredeljuje že zdaj, tudi kmetijski sektor, praznjenje podeželja in tako naprej. Kako šele opredeljuje trg dela in potem vse ostale, izobraževanje, zdravstvo, tako naprej, vse to je vse povezano. Ne? In ker je demografija tako pomembna, je izjemno pomembno, da poskrbim kot
bodoči morda minister, če mi boste zaupali to nalogo, da se slovenske vasi in slovensko podeželje preneha prazniti. Predpogoj za to pa je, da mora biti življenje na podeželju normalno in vsaj približno enakovredno, ne, življenju v priurbanih ali pa urbanih predelih naše države. Katastrofalne številke so glede odseljevanja in praznjenja nekaterih slovenskih regij. In kaj nam pa kaže, bomo rekli, kaj je pomembno ljudem, ne, da ostajajo. Prvič, da si lahko ustvarijo življenje, svoj dom tam, kjer si ga želijo. Torej, mi ne smemo mladih obremenjevati z birokratskimi preprekami, da si ne postavijo svoje lahko nove hiše zraven stare družinske, ne, če pač potrebujejo novo sodobno domovanje. Mi moramo tudi urediti cestno infrastrukturo, mi moramo urediti digitalno, internetno infrastrukturo. Torej, zdaj vemo, da tudi v kmetijstvu je digitalizacija pomembna, ogromno se lahko naredi preko spleta, online in kmetje in ostali prebivalci na podeželju si zaslužijo enakovredno infrastrukturo in optika je pravzaprav zdaj že en standard in zato moramo skupaj medresorsko tudi poskrbeti. Mladim prevzemnikom kmetij moramo omogočiti lažji začetek. Kasneje bom še, ko bomo šli skozi koalicijsko pogodbo, konkretneje povedal, kako si predstavljamo v tej ekipi, da bi lahko mladim prevzemnikom, da bi mlade prevzemnike bolje podprli v njihovem začetku oziroma nadaljevanju kmetovanja, kajti mladi prevzemnik je praviloma itak že na kmetijskem gospodarstvu, potem se samo, tako vsi upamo, odloči za prevzem in nadaljevanje ali pa nov razvojni moment na domači kmetiji. Ampak pri tem jim je treba omogočiti lažje pogoje, da se bojo za to odločali. Kmetijska zemljišča, to je zelo pomembno, kolegice in kolegi, kmetijska zemljišča, gozdovi, kmetijski objekti in mehanizacija, to ni zgolj premoženja njegovega lastnika, ampak predstavljajo predvsem osnovna delovna sredstva kmetije za pridelavo hrane in ostalih pridelkov, tako naprej, za vzrejo in tako naprej, in morajo biti tako tudi obravnavani. Spet govorim o tem, da bo treba tu medsektorsko, te stvari poznam, sem bil minister za socialne zadeve in družino in enake možnosti, treba bo izvzeti mehanizacijo, delovne stroje, pripomočke, zemljišča in tako naprej iz ugotavljanja družinskih prejemkov in socialnih prejemkov. To so delovna sredstva, to ni premoženje, s katerim bi oni razpolagali za svoj luksus in za svoj prosti čas. In te delovni pripomočki, mehanizacije in tako naprej se tudi obrabijo, treba skrbeti, treba vlagati, obnavljati in tako naprej. Zemljišča je pa treba tudi negovati, jih obdelovati in tako naprej. In ni primerno in ni pravično, da se jim to šteje noter, ko kandidirajo za različna sredstva. Ne nazadnje tudi za štipendije za svoje otroke. Tu se je slovenski kmet vedno počutil drugorazrednega, ker se je delala krivica otrokom z kmetije, ker pač so bili manj konkurenčni pri pridobivanju tudi državnih štipendij in drugih družinskih prejemkov. Mladim, ki prevzemajo kmetije, spoštovane in spoštovani, je potrebno ponuditi konkretne spodbude, da bodo v svojem delu videli tudi prihodnost. In tu vam moram povedati, gospe in gospodje, tu je pa meni, lahko rečem, zelo velika naloga, da skupaj s partnerji v kmetijskem sektorju, jaz vem, da imam veliko naklonjenost mladih kmetov, kmetijsko-gozdarske zbornice in vseh ostalih, da se v zakon o dolgotrajni oskrbi vrne možnost dolgotrajne oskrbe na kmetijah. Mislim, da je bila velika napaka, da se je to dalo ven, ampak pustimo, da je to mimo, zamujena 4 leta so, ampak se bomo pač na izkušnjah drugih, omenil sem že večkrat tudi v svojih razpravah ali tekstih, da na Nizozemskem imajo s tem izjemno dobre izkušnje, izjemno dobre. To je ena izmed rešitev, kjer
lahko rečem, je potem win-win situacija. Nekdo, ki živi na podeželju, si želi ostati čim bliže domu. Kaj lepšega, kot če lahko za njega, če seveda dosega neko stopnjo možnosti, če se za njega poskrbi na lokalni kmetiji, ki izvaja dolgotrajno oskrbo. Sam sem bil že v preteklosti na vzorčni kmetiji, ki se je s tem ukvarjala, skrbela je za otroka iz Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, hkrati za eno starejšo osebo iz enega doma starejših in tako naprej. Nekatere stvari se lahko delajo tudi samo del časa, ne 24/7 in tako naprej. Podeželje ali pa kmetija je konkurenčna izvajalka dolgotrajne oskrbe. Zakaj? Zato, ker ima tam živali, ima umirjen podeželski prostor, naravo, ima zdravo okolje, spodbudno okolje, mir, hkrati pa možnost pomoči pri delu na kmetiji, pač v stopnji, kot jo nekdo za to zmore. Tako da vam povem, da to je moja osebna srčna želja in ji bom tudi sledil, da skupaj z ostalimi, pa vem, da imam podporo, široko podporo, omogočimo nazaj kmetijam možnost dolgotrajne oskrbe na kmetiji. Pa še nekaj, mladim oziroma tistim kmetijam, ki bi pač izpolnile kriterije in dobile dovoljenje za izvajanje dolgotrajne oskrbe, pa bi to pomenil dodaten vir zaslužka in pa stabilen vir zaslužka v sezonah, ko morda s kmetijstvom pač ne zmorejo preživeti ali pa vsaj ne dobiti toliko denarja za dostojno življenje. S tem jim pa v bistvu naredimo eno možnost za stabilni družinski prihodek. Prav tako, kolegice in kolegi, se zelo zavzemam za zaščito živali, ki temelji na strokovnosti, hkrati zdravi pameti in spoštovanju ljudi, ki vsak dan skrbijo za živali in pridelujejo hrano. Moja izkušnja je, kolegice in kolegi, da kmetje so prvi tisti, ki imajo najrajši svoje živali. Saj vejo, da je to pravzaprav njihov vir preživljanja in pa ohranjanja njihove kulturne krajine in načina življenja. Zato jaz kmetom, lastnikom živali zaupam. Zakonske rešitve morajo biti uravnotežene, morajo biti izvedljive, realne in oblikovane v dialogu s kmeti, imetniki živali, veterinarsko stroko in tudi s civilno družbo. Le tako bomo lahko zagotovili primerno in lahko rečem zdravo, razumsko, normalno stopnjo zaščite živali. Gospe in gospodje, ob upoštevanju, da imajo gozdovi več funkcij, pomembnih za širše prebivalstvo, želim okrepiti vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o njihovem upravljanju. To pač trenutno ni ustrezno omogočeno. Lastnik nosi vso odgovornost in ves riziko kot lastnik gozda, nima pa dovolj možnosti upravljavskih in odločevalskih možnosti za skrb za svoj gozd. In tu gotovo skupaj z deležniki s civilno družbo na področju gozdarstva bom šel v smer, da se jim omogoči večja možnost pri odločanju o upravljanju svojih gozdov. Gospe in gospodje, zavedam se pomena čebel za ljudi in za naravo in zavedam se tudi bogate tradicije slovenskega čebelarstva. Zavzemal se bom še posebej za ohranjanje slovenske kranjske čebele kot edine dovoljene za rejo in promet na območju Republike Slovenije. Lahko rečem, da tudi Čebelarsko zvezo sem vedno v preteklosti še kot strokovni sodelavec, ki sem pokrival tudi kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, nekje v letih 2012 do 2020 zelo dobro sodeloval in tudi kasneje, kjer sem pač bil na katerikoli odgovornosti. Moja vizija, spoštovane in spoštovani, moja vizija Slovenije je država, ki spoštuje svoje korenine, skrbi za prehransko varnost, ohranja življenje na podeželju ter ustvarja pogoje za uspešno sobivanje različnih generacij, poklicev in pogledov. Hkrati pa uporablja vse najsodobnejše dosežke, tehnološke, digitalne in tako naprej, zato, da ostaja konkurenčna in da ohranja korak, tempo z najuspešnejšimi na tem področju. To je moja vizija Slovenije, to je moja vizija slovenskega kmetijstva in podeželja.
Samo s povezovanjem tradicije, znanja in odgovorne politike bomo lahko gradili varno, uspešno in samozavestno prihodnost. Dogodki v naši bližnji ali pa daljni, malo bolj oddaljeni okolici in gospodarsko napredovanje sosednjih držav so pika na i, ki nas na eni strani trezni, nas sooča z realnostmi in na drugi strani nas pa še bolj spodbuja, da bomo vlagali v mlade, brez tega smo mrtvi na dolgi rok, že na kratki rok, znanje, torej v mlade, v znanje, ohranjanje naše urejene kulturne krajine in v panog, kjer smo tradicionalno močni. Ali pa smo to moč že nekoč imeli, zdaj jo pa želimo ponovno obuditi. Moje vodilo je varna, samooskrbna Slovenija, močno podeželje, manj birokracije, več priložnosti za delo, družino in za razvoj. Slovenija bo lahko uspešna le, če gradimo na najboljšem, kar imamo in na čemer slonimo, to oplemenitimo. Prepričan sem, da nam bo v naslednjih letih to uspelo. Morda navedem še samo nekaj podrobnosti, potem pa bi rad z veseljem slišal vaše vprašanja, pripombe, komentarje in se z vami pogovoril. Rad bi omenil, spoštovana predsednica, še nekaj. Na začetku sem povedal, da je zelo pomemben sektor kmetijstva tudi zaradi tega, ker je pač veliko javnih sredstev na evropski ravni namenjenih za skupno kmetijsko politiko. Glejte, tu bo zdaj malo časa za najprej pogajanja na ravni Evrope, da komisijo pač prepričamo, da mora skupna kmetijska politika ostati samostojen fond, iz katerega bomo lahko razvijali podeželje in kmetijstvo. In da na drugi strani pripravimo v najkrajšem možnem času najboljši strateški načrt kmetijske politike v Sloveniji, ker zdaj imamo zelo malo časa. Vsi vemo, da ga moramo do konca leta pač poslati že naprej komisiji in ga želim pač skupaj s svojo bodočo ekipo zelo dobro pripraviti. Vam pa lahko povem, da sem že kot minister za delo takrat uspel z nekaterimi dosjeji, ki so bili brezupni, za katere so me takratni nosilci na najvišji ravni, komisar in tako naprej, prepričevali, da naj jih pustim raje ob strani na miru, ker ne bomo v času našega predsedovanja, ker smo manjša država, brez velikega vpliva in tako naprej, mogli doseči prebojev ali pa premikov na nekaterih ključnih področjih. Takrat sta bila to dva dosjeja, in sicer primerna minimalna plača, direktiva o primerni minimalni plači in pa direktiva o plačni preglednosti, pay transparency. In vam lahko povem, da smo vse presenetili. Sami sebe ne, ker smo verjeli v sebe, ker sem vedel, da imam takrat najboljšo ekipo in tudi zdaj se nameravam zadev lotiti na tak način. Z odlično ekipo, z odločenostjo, s tem, da bomo srce pustili na igrišču, če se lahko v narekovajih tako izrazim, in bomo skušali spogajati kar največ bo možno za Slovenijo, za slovenskega kmeta in za podeželje v teh postopkih. Časa pa ni več veliko. Zdaj smo že junija, pol leta bo mimo. Prosim? A ne? Ok, v redu. Sem mislil, da je imel kdo kako pripombo, da sem se zmotil, ampak je 1. junija. Ja, je. Ok. Zdaj smo že junija in potrebno bo tu nemudoma začeti. Jaz mislim, da bo tudi dopust pač malo krajši in bo treba pač se temu posvetiti. Poudarjam, da imam izkušnje. Vodil sem svet ministrov, predsedoval sem mu pol leta in dosegli smo skupaj z prebojno ekipo tudi na stalnem predstavništvu v Bruslju. To ni zanemarljivo, znam sodelovati z ljudmi, znam postaviti take ekipe, da so res lahko uspešne, ker ključne stvari naredijo, itak se dogovorijo na različnih nivojih, potem pa samo sestaviš zgodbo in to znam narediti in bom tudi na kmetijskem sektorju to naredil. Zdaj, kolegice in kolegi, sem še obljubil nekaj konkretnejših zadev. Zelo pomembno je naglasiti še enkrat, da je hrana strateška surovina, prehranska varnost in energetska varnost v kmetijskem sektorju, to je izjemno pomembno, sta bistvena elementa nacionalne varnosti. In tu bomo spet
čezsektorsko pač sodelovali z ostalimi kolegicami in kolegi, da zagotovimo tudi energetsko stabilnost in varnost za slovensko kmetijstvo in kmetijski sektor. Krepili bomo celo verigo preskrbe s hrano s posebnim poudarkom na mladih kmetovalcih. Mladi bojo poseben, lahko rečem, del našega pristopa k urejanju sektorja in pa na družinskih kmetijah. Zagotavljali bomo visoko raven energetske varnosti z zanesljivimi in razpršenimi viri tudi za kmetijstvo. Pri področju financ, ki trenutno slovenskega kmeta zelo boli, katastrski dohodek, kar zapleteni postopki njegove določitve, odmere in tako naprej, plačevanja in sem pa tja, to moramo poenostaviti. In to bomo poenostavili. Tisti, ki ste pogledali našo koalicijsko pogodbo, je noter posebej naglašeno, da bomo uvedli sistem pavšalne obdavčitve. Slovenski kmet že predolgo čaka na to, zdaj je to naša zaveza na ravni koalicijske pogodbe in bomo s kolegicami in kolegi spet skupaj v dogovoru z Ministrstvom za finance šli v to smer. Bomo to naredili, uvedli bomo pavšal, ki bo seveda ustrezno prilagojen in bo omogočil slovenskemu kmetu, da bolj preprosto pač spremlja in načrtuje svoj finančni vidik svojega dela. Poglejte, zelo pereče vprašanje je populacija divjadi in velikih zveri v Sloveniji. Jasno je, da je tu pač treba sodelovati z več deležniki, da je to spet čezsektorsko, ker je pač stvar zveri, velikih zveri, stvar okolja in prostora, ampak verjamem, glede na to, kaj imamo zapisano v koalicijski pogodbi in kakšne so naše vrednote, da bomo tu strokovno, uravnoteženo in odgovorno upravljali s populacijo divjadi in velikih zveri z namenom, da se postavi na prvo mesto varnost in dobrobit ljudi. Najprej na prvem mestu je človek, potem sledijo vse ostale kategorije. In če mi hočemo zagotoviti, da bo kmet lahko dostojno živel od svojega dela, mu moramo zagotoviti, da on mirno dela in da nima izgub, nevarnosti, strahu in tako naprej zaradi pač škode po divjadi ali pa ogrožanja po velikih zverih in pa uničevanja seveda čred po velikih zverih. Prva je varnost ljudi, zaščita premoženja, varovanje kmetijstva in normalnega sobivanja človeka in narave. Ni vse, kar je v zakonu o zaščiti živali slabo, da ne bom zdaj narobe razumljen, ampak bomo pa pogledali zakon in bomo najbolj škodljive ukrepe prilagodili oziroma jih razveljavili v skladu s tem, kakršna so pač pričakovanja kmetov in pa seveda v skladu z našimi vrednotami in našim načrtom. Omenil sem že debirokratizacijo in digitalizacijo na področju kmetijstva, vzpostavitev enotnega digitalnega portala za kmetijske vloge in dovoljenja, to bo poenostavilo zadeve. Izvzem kmetijskih in gozdnih površin in vse kmetijske mehanizacije pri vseh družinskih in socialnih transferih, saj so osnovno sredstvo za pridobivanje hrane oziroma rejo živali. Poglejte, v koalicijsko pogodbo smo pa napisali tudi konkreten primer ukrepa, kako bomo mlade prevzemnike kmetij spodbudili k prevzemu. In sicer tako, da jih bomo za 5 let oprostili vseh dajatev in uvedli pavšal za mlade prevzemnike, ki so na OMD območjih in imajo nad 400 OMD točk. Zato, da ohranimo mlade in da jih spodbudimo k prevzemanju kmetij na teh področjih OMD. Tega je po Sloveniji kar veliko. In zato je izjemno pomembno, da to uvedemo. Mladi že imajo svoj ukrep v kmetijski politiki, vendar je še razmeroma malo ljudi, ki se ga poslužijo. Letno je manj kot 1000 vlog in mi moramo povišati to številko, če želimo narediti nov korak v naši kmetijski politiki. V skupni kmetijski politiki po letu 2028 želim svojo ekipo okrepiti podporo aktivnemu kmetovanju, obdelanosti kmetijskih zemljišč,
Večji delež sredstev bomo usmerili neposredno na površine, pri travinju pa ob upoštevanju minimalne obremenitve z GVŽ, hkrati pa se bistveno okrepi podporo območjem z omejenimi dejavniki za kmetovanje in znatno poveča vrednost točke OMD. To je po našem prepričanju ključno za ohranitev slovenskega podeželja, kulturne krajine in prehranske oskrbe. Zagotovili bomo uravnotežen pristop med varovanjem narave in aktivnim gospodarjenjem z gozdovi, okrepili vlogo lastnikov gozdov pri odločanju o upravljanju gozdov. Vzpostavili bomo posebni model pokojninske in socialne varnosti za kmete na območjih z najtežjimi pogoji za kmetovanje, 700 točk OMD, saj je njihovo delo nepogrešljivo pri ohranjanju slovenskega podeželja, kulturne krajine in samooskrbe, kar je vse v javnem interesu. Spodbudili bomo tudi zaokroževanje kmetijskih in gozdnih zemljišč, predvsem v OMD območjih, prioritetno do 100 hektarov in za mlade do 40 let, ki jim je kmetovanje edini vir za preživetje. Prenovili bomo zadružni sistem kot vezni člen med kmetom in potrošnikom, da bo kmetom omogočal lažje kmetovanje in podporo združevanju zadrug v močne regijske sisteme in večjo specializacijo panožnih zadrug, usmerjeno v razvoj blagovnih znamk in skrajševanje dobavnih verig kmet, zadruga, kupec. Debirokratizirali bomo umeščanje kmetijskih objektov v prostor in dosledno upoštevali procesne roke državnih organov. S tem v zvezi je veliko pritožb tudi lokalnih skupnosti, občin, da so blokirane, ker pač procesi ne tečejo, ni soglasij, ni odgovornih pristojnih organov in to bom pač, če mi boste zaupali to odgovornost, striktno zahteval, da se roki spoštujejo in tečejo. Poznate me izjemno, tisti, ki ste že delali z mano ali pa slišali kogarkoli, ki je delal z mano, zahteven sem do sebe, zahteven sem tudi do svojih sodelavk in sodelavcev. Nič ekscesnega, nič takega, ampak samo zahtevam, da če si na neko odgovornost postavljen, narediš vse, kar je v tvoji moči, da se pač stvari delajo. Mi moramo biti najboljši javni servis in lahko rečem, da bom kar odprl tekmo tudi znotraj 16. vlade, kdo bo bolj učinkovit pri spravljanju administracije v pogon. Ne pristajam na prosti tek, ne pristajam na molk organa, ne pristajam na neodgovore in blokado pač stvari. To so osnove, kolegice in kolegi, gospe in gospodje, in tu bom ne omajal. Vlagali bomo v namakalne sisteme, mreže proti toči, sisteme za preprečevanje pozeb in rastlinjake. To je ključ do povišanja recimo samooskrbe tudi na področju zelenjave. Imamo nizko samooskrbo na področju zelenjave. In tu je potrebno pač podpreti vlaganje v te sisteme. Spoštovana predsednica, se bližam zaključku svoje uvodne predstavitve. Treba bo pač najti načine, da z evropsko ravnjo najdemo poti in ukrepe, da povečamo vključevanje lokalne hrane v javne razpise za javne ustanove. Vemo, da so tu veliki izzivi, poskušalo se je že, imamo kar tudi že nekaj izgovorjenega in izpogajanega, ampak mislim, da je tu še nekaj rezerve in tu se da doseči še več tega, da bomo poskrbeli za to, da pač tudi javne ustanove kupujejo seveda tudi cenovno dostopno, najkvalitetnejšo seveda slovensko hrano. Seveda bomo tudi na področju varne hrane uvedli sodobni informatizirani sistem varne hrane za sledljivost kakovosti in nadzora, sprotno in pravočasno obveščanje potrošnikov o odkritih nepravilnostih za krepitev ravni varstva potrošnikov. Lahko rečem, da tu imamo izkušnje, imamo tudi, lahko rečemo, v širši ekipi eno največjih strokovnjakov na tem področju v Republiki Sloveniji, ki je, mislim, da tudi v preteklem mandatu kot predsednica odbora za kmetijstvo v tem državnem zboru pokazala, da se še kako zavedamo, da je to ena od ključnih nalog. Uvedli bomo turistični evro za dodatno finančno pomoč OMD območjem. Turizem je dobrodošel, ampak mislim, da je prav, da se tudi prispeva k temu zaradi obremenitve pač območij in pomaga ohranjati na OMD območjih
kmetovanje. Dobiček Slovenske državne družbe SiDG, državnih gozdov, bomo reinvestirali nazaj v gozdno-lesno verigo, dvignili bomo produktivnost, dodano vrednost v njej. Lahko rečem, da po mojih informacijah pa sicer SiDG relativno dobro opravlja svojo nalogo, seveda to pa ne pomeni, da ni prostora za izboljšave in še za izboljšanje kakšnih procesov. Spodbujali bomo trajnostno gospodarjenje z gozdovi, razvoj domače lesno-predelovalne verige z višjo dodano vrednostjo spet preko sektorja z gospodarstvom. Spodbujali bomo sladkovodne in morske akvakulture, upravljali bomo z divjadjo na način, ki bo ljudem omogočal mirno življenje in delo in čim manj škode. In na koncu, pa ne nazadnje, ne najmanj pomembno, vse bomo naredili za to, da ustavimo padanje vinogradništva, vinogradniškega sektorja. Vemo, da je tu dvoplastni problem, eno je škodljivc, drugo je opuščanje strani mladih. In to moramo ustaviti, da ne pademo pod 10.000 hektarov pri vinogradništvu. In bom naredil vse skupaj seveda z predstavniki kmetov, da tu obrnemo trend. Ustavimo najprej padanje, potem pa obrnemo trend. Spoštovana predsednica, spoštovane članice in člani odbora za kmetijstvo, ostali vabljeni, slovenska javnost, upam, da sem v grobem orisal svoj načrt in svojo vizijo slovenskega kmetijstva. Zavedam se, da sam en človek ne more nič premakniti. Z dobro ekipo, ki jo načrtujem, pa lahko spremenimo veliko, tudi tisto, kar se zdi zdaj nemogoče. Ustanovitelj svetovnega skavtskega gibanja, lord Robert Baden-Powell, je rekel, glej daleč, in ko misliš, da že gledaš daleč, glej še dlje. To je moje vodilo, zavezujem se, da bom res okrepil kmetijski sektor in poskrbel za to, da bo vsak v tem sektorju, ki je v službi slovenskega kmeta in podeželja, opravil svoje delo, kar se da dobro. Zato sem pripravljen prevzeti popolno odgovornost. Hvala lepa.